Razstava predstavlja orkester, njegovo delovanje in dosežke od začetkov leta 1850 do danes. Naslov razstave je enak, kot smo naslovili tudi naš projekt 10 let nazaj, od vaške godbe do pihalnega orkestra, ker dejansko je to res. Najprej je bila to ena vaška godba, ki je igrala predvsem na veselicah oziroma pri nekih veselih druženjih, pa seveda tudi na pogrebih. Zdaj je pa to velik orkester, ki ne samo, da igra v nekem lokalnem prostoru, ampak seveda tekmuje, nastopa na velikih koncertih, zahtevne skladbe igrajo seveda in tudi od tistih prvih kapelnikov, zdaj že govorimo dejansko o dirigentih, ki so glasbeno izobraženi, ki imajo ambicije in tem ambicijam sledijo tudi sami glasbeniki, ker so številni šolani, saj na nižji glasbeni šoli, pa tudi seveda več. Orkester so kot nosilca enote godbeništvo leta 2013 kot prvega vpisali v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine. Černelič Kroštjeva je ob tem opozorila, da je vanj od več kot 100 slovenskih godb vpisanih le 8. 2 od teh sta iz Posavja, ob kapelski še godba iz Ločki letos obeležuje 100-letnico delovanja. Razvoj kapelskega orkestra skuša razstava prikazati v 2 delih. Eno seveda je ta bolj zgodovinski dediščinski del, ki ga je pripravljala naša kolegica Ana Vlaisavljević skupaj z doktorico Ivanko Počkar, tudi sama sem pri tem sodelovala. Drugi del pa so pripravili godbeniki sami. Se pravi, gre za njihov odnos do tega orkestra, gre za njihovo povezanost, njihovo istovetnost. Ta del je pa tudi oblikovala članica godbe Simona Krošelj, kar je za nas izjemno dragoceno. Mi si želimo takih razstav, ki se nekako v to njihovo bitje, bistvo vpletajo, se pravi, da njim ta razstava nekaj pomeni, da se oni zavedajo, kako pomembni nosilci so dediščine, da ni pomembno samo to, kar počnejo danes, ampak da seveda so tisti ključni ljudje, ki morajo nadaljevati vse to delo prednikov. Na razstavi so na ogled predmeti, glasbila, priznanja in razvoj godbe v 17 desetletjih. Pri sami razstavi je izpostavljeno nekaj zgodb, ker pač smo vedno omejeni s prostorom. Izpostavljene so določene prelomnice, kar nekaj zanimivih podatkov, ki jih lahko beremo na različne načine. In pa naprimer tudi taka prelomnica, ko se je prva ženska pridružila godbi in tako naprej. Razstavo so pripravili v sodelovanju s pihalnim orkestrom kapele. Predsednik društva Ivan Urek pojasni, kako je leta 1850 godba nastala. Zgodba se je začela takole, da je en deček, ki je bil Ivan Požar po imenu Primko, v naših krajih za hlapca in so domov prihajali odsluženi vojaški godbeniki in je bil navdušen, ki so s sabo prinašali inštrumente in so seveda oni doma igrali. On je potem zbral te mlade fantiče, ki so prišli od vojakov in kar je zanimivo, dobil je nekaj muzikantov iz propadle godbe iz Šentpetra, današnje Bistrice ob Sotli, in nekaj posameznikov iz krajinske strani, kakor pišejo dokumenti. Kar je še zelo zanimivo, je seveda tudi to, da niso sploh v kapelah začeli prvo igrati, ampak v gostilni Trampuš na Bizeljskem. Z leti so se prestavili v kapele, sčasoma so zrasli, tako številčno kot tudi po kakovosti. Največjo kvaliteto in napredek je godba dosegla s prihodom novega dirigenta, učitelja glasbene šole Krško Francija Arha, ki je začel z godbo tudi tekmovati. In zadnje od tekmovanj, da ne naštevam vsa ciljna tekmovanja v okviru Zveze slovenskih godb, nam je tudi prinesla zlato odličje s pohvalo, kar pomeni, da smo iz prve kakovostne skupine prestopili celo v umetniško skupino. Danes orkester šteje 46 članov, ki zadnjih 5 let deluje pod okriljem dirigenta Sebastjana Borovšaka. Vesel sem predvsem, ker je v nekaj zadnjih letih se nam je pridružilo kar nekaj mladih glasbenikov, ki so izjemni, kreativni, ambiciozni in je z njimi res krasno delati. Neko skupno vodilo nam je, da ta prosti čas nekako najbolj kvalitetno, kar se da, izkoristimo v dobri družbi. Stremimo k kvalitetnemu programu, kvalitetnim izvedbam
in neki sinergiji vseh generacij, ki sodelujejo. Ob omenjeni obletnici je napovedal tudi slavnostni koncert, ki ga načrtujejo decembra. Letošnji koncert, jubilejni koncert, bo nekaj posebnega v smislu same zasedbe orkestra in izbral sem skladbe, ki so napisane za veliko zasedbo pihalnega orkestra in tudi godala, pravi nizka godala, pridružili se nam bodo violončela in kontrabasi. In s tem bomo še dodatno pocartali naše zvesto občinstvu in jih napolnili s čustvi. Se veste, glasba je kultura uma, predvsem pa srca.